Veličastno vas je danes videti ob občinskem prazniku. Občinska priznanja so podeljena. Kakšni so vaši vtisi? Ja, res veličasten dogodek. Veliko ljudi se je zbralo v Prešernovem gledališču. Nagrada gre pa, se mi zdi, res v prave roke. 40 let je tega, ko sta zakonca Štremfelj osvojila Mount Everest in mislim, da si to zaslužita priznanje. Kot tudi vsi ostali, tako za dobrodelnost, kot tudi za strokovno delo, ki ga upravljajo. Ja, veliko je letošnjih nagrajencev, torej v Kranju dobro v srcu mislimo in smo pripravljeni na vsa nova doživetja. Ja, dogodek je bil res tudi humanitarno. Nekako noto je imel, vemo, da v decembru zbiramo humanitarne prispevke za 3 najbolj ranljive družine. Zato tudi na tem mestu pozivam vse Kranjčane in Kranjčanke, da darujejo po svojih močeh. 27. decembra, ko bo v petek koncert Jana Plestenjaka, pa bomo tudi objavili znesek, tako da upam, da bomo res zbrali precej denarja. V Slavnostni akademiji se je Kranj odel tudi zelo praznično, obeta se torej pester december. Ja, prižgali smo lučke, to je znak veselja, to je znak dobre volje za mesec december. Lahko še to povem, da letos prvič imamo tudi jaslice na tisti znameniti skali v kanjonu Kokre ob lesenem mostu, tako da si te jaslice lahko pogledate z samega mostu. Drugače pa v Kranju veliko nešteto prireditev bo, skratka vabljeni v Kranj, samo še sneg čakamo in bo pravlična dežela. Še mogoče beseda, kakšni vtisi so vas prevevali ob tej slavnostni akademiji, ko ste prvič kot župan stali na odru? Predvsem je to velika čast, da lahko podeljujem nagrade od častnega občana do vseh ostalih plaket. Res, to so izjemni ljudje, veliko jih še je in dejansko potem dobim neko širino, kaj vse dobro in kako strokovno se dela v Kranju. Tako da imam dejansko z veliko mero optimizma stopam v leto 2020. Lepo ste nanizali tudi misli Nejca Zaplotnika, pa morače skleneva pogovor, s kakšnimi mislimi stopate v ta Prešerni december? Ja, to, kar je dejal oziroma kot je zapisal Nejc Zaplotnik, jaz se ga spomnim, ko sem bil mlad, kako tudi današnja 2 častna občana, zelo blizu smo živeli in že takrat sta bila za nas pojem. Skratka, misel, ki je, prižgimo si plamen sreče za to, da pomagamo tistim, ki to potrebujejo pomoč in darujte v dobro teh ljudi. Andrej Štremfelj je alpinist, gorski vodnik in eden najboljših himalajskih plezalcev na svetu. V svoji bogati alpinistični karieri je bil na 17 odpravah v Himalajo in še na 6 v druga tuja gorstva. Še vedno je edini Slovenec, ki je bil 2-krat na najvišjem vrhu sveta. Kot prvi zakonski par sta bila leta 1990 na vrhu z ženo Marijo. V 80 letih prejšnjega stoletja je bil Andrej Štremfelj načelnik alpinističnega odseka Kranj. Bil je inštruktor in vodja v šoli za nepalske gorske vodnike. Leta 2019 pa je dobil zlati cepin za življenjsko delo. Gospa Marija Štremfelj je alpinistka, športna plezalka in gorska vodnica. Kot prva Slovenka se je leta 1986 povzpela na višino več kot 8000 metrov. Na vrhu Mount Everesta je bila prva Slovenka in 13. ženska na svetu. Njuni dosežki povedo veliko. Predlagatelj ju kandidira kot zakonca, saj se zaveda, da njunih izjemnih dosežkov ne bi bilo, če si ne bi vsa ta desetletja brezpogojno stala ob strani. Kot dolgoletna življenjska sopotnika si vse dosežke delita in jih dojemata kot skupne. Ja, kot ste dejali, velika priložnost, Marija Štremfelj, nova častna občanka mestne občine Kranj. Kaj ste si danes rekli? Kaj takšnega kot mogoče kdaj na Mount Everestu? To je moj dan. Zelo sem ponosna, mogoče res, tako kot je bilo takrat na vrhu, ker priznanje v svoji lastni sredi, v svoji občini, to je veliko priznanje. Ker mogoče nas prav ljudje, ki te
dobro poznajo, pač obdarijo s tem nazivom in to je največ. Kaj pa vam pomeni, Andrej Štremfelj, res zasluženo priznanje? Ja, priznanje, ki ga dobiš za nekaj, kar delaš z veseljem, kar ne delaš za priznanje, se mi zdi, da so res veliko vredna in to je tako priznanje. Naziv častni občan, kakšne nazive vse še nosite? Ja, še najbližje je Zlati cepin za življenjsko delo, ki sem ga dobil na področju alpinizma. Sicer pa nič tako, pa bilo tako nagrada dvakrat. Te stvari se mi zdi največje. Gospa Marija, mora biti vas pot bo zopet kam zanesla visoko? Srčno upam, da še kam. Ne sicer 8000, to je že previsoko, ampak v bližino pa mogoče še kdaj. Sožitje med vama je čutiti? Ja, sožitje med nama je staro že 40 let, kolikor je obletnica letošnja najinega zakona, ampak to ne pomeni, da ni bilo kdaj tudi razhajanj. Mogoče sva prav zaradi tega dokaz, da kljub temu, da se kdaj ne strinjaš, gre lahko življenje naprej skupno. Kaj je vam pomenil ta naziv in vam še pomeni in kaj bi lahko rekli zakoncema Štremfelj? Jaz mislim, da sta zakonca Štremfelj to res zaslužila. Upravila sta, bom rekel, tolikšno delo, da sta Kranj ponesla v svet, prva zakonca, ki sta bila na vrhu Everesta. In moram reči, da je bila danes sploh vsa prireditev za mene zelo izvirna, zanimiva, nič napihnjenega ni bilo, ampak samo realna predstavitev vseh teh ljudi, ki so bili zaslužni za Kranj, ki bodo še naprej zaslužni za Kranj in ki so tudi s svojim delom pripomogli, da Kranj gre naprej in da bo Kranj šel tudi še hitreje naprej. Še enkrat bi rekel, čestitam vsem današnjim nagrajencem, predvsem pa zakoncema Štremfelj za to res enkratno delo, ki sta ga opravila nesebično, tiho, kot vrhunska alpinista, kar je sploh značilno za alpiniste. Tiho, samozavestno, drzno, ampak tudi previdno. Tople misli Andreja Šifrerja in epilog za mestno občino Kranj, torej za prijatelje si je treba čas vzeti. Ja, skratka, malo sem razširil tudi to misel in sicer sem povedal, da dobri ljudje nase povlečejo dobre ljudi. Slabe stvari in slabi ljudje pa to počno za slabimi stvarmi in slabimi ljudmi. Zato si želim čim več dobrih ljudi, ki bodo povlekli dobro v ljudeh. Ker to je bistvo. Vsi imamo in dobro in slabo. Nihče ni samo dober in slab, ampak vzgojiti in gojiti, zalivati dobre stvari. Sreče ne moreš imeti sam, moraš jo znati razdeliti drugam. Z vrhov gora, od tam, kjer smo doma, naj sliši se v svet, bitje našega srca. Saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveselit in kdaj znat potrpeti. Nagnimo vrt s slastjo, kot prej nikoli. Saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveselit in kdaj znat potrpeti. Nagnimo vrt s slastjo, kot prej nikoli. Saj za prijatelje je dobro le. To pa imate. Hvala lepa.